Prehajamo na 12. točko. Predlog odloka o zagotavljanju socialno-varstvenih dejavnosti v občini Kamnik v prvi obravnavi. Predlog odloka je objavljen v gradivu številka 18. Predlagatelj župan, poročevalki Katarina Vegel in Tina Trček. Besedo ima Katarina Vegel. Hvala. Odlok o zagotavljanju socialno-varstvenih dejavnosti določa vrste socialno-varstvenih storitev, financiranje izvajalcev, upravičence in postopke za uresničevanje socialno-varstvenih storitev. Iz odloka je razvidno, katere storitve, ki jih zagotavljamo občanom, so zakonsko zahtevane. Med te spadajo sofinanciranje dohodka družinskim pomočnikom, ki doma negujejo bolno invalidno osebo, pomoč družini na domu, storitve v socialno-varstvenih zavodih, stroški pogrebnih storitev za občane brez svojcev ali premoženja in pa delovanje območnega združenja Rdečega križa Kamnik. Socialno-varstvene storitve, ki jih sofinancira občina in niso zakonska obveznost, so predvsem sodelovanje z nevladnimi organizacijami ter razvojni in dopolnilni programi pomembni za občino, med katere spadajo sofinanciranje socialno-varstvenih programov, delovanje dnevnega centra Štacion, delovanje dnevnega centra za invalidne osebe, razdelilnica brezplačnih toplih obrokov, sofinanciranje mamografskih in kliničnih pregledov, dodeljevanje enkratnih denarnih pomoči, zagotavljanje brezplačne pisarne za starejše občane naše občine in podobno. Socialno-varstvene storitve, ki so namenjene preprečevanju socialnih stisk in težav in obsegajo aktivnosti in pa pomoč posamezniku in družini. S predlogom odloka se razen poglavja o socialnem podjetništvu zgolj normirajo obstoječe socialno-varstvene dejavnosti, s čimer želimo doseči večjo preglednost sofinanciranja iz občinskega proračuna. V številkah pa vpis zagotavljanja storitev letno za občinski proračun, to pomeni več kot 1 300 000 evrov. Hvala. Hvala. Odpiram razpravo, delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Besedo ima Jože Korošec. Hvala za besedo. Tlepr eno vprašanje, oziroma pa komentar. Tlepr razdelilnica brezplačnih toplih obrokov, pa sem jaz tole mal bral, poštudiral, se pravi, to je upravičen skoraj vsak ta drug penzionist. Se pravi, so prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka ali prejemajo pokojnino nižjo od 500 evrov. To ima danes v Kamenški občini oziroma v Sloveniji skoraj vsak ta druga oseba. Zdaj me pa zanima, koliko je tega navala tam, kje to s primerjanci mislim, da se izvaja, ker po temu pravilniku je skoraj vsak ta drug. Lahko bi jih prišlo, 4-5 tisoč tam nekje jaz, če prav razumem, ampak verjetno ne hodijo, tudi tisti, ki so lačni tam nekje v hribu gor, verjetno ne hodijo, ampak to je bolj tle okrog Kamnika v mestu. Ne vem, a je to ta prava tarifa ali ni ta prava tarifa, čisto tako, samo za razmišljanje, mogoče, ne vem, 500, danes ima redko, ker je danes v penzijo, redko, ker delavc ima 500 evrov penzije in pomeni, da lahko tja hodi na to obrok. Hvala. Hvala. Besedo ima Katarina Vegel, če želite pojasniti. Število uporabnikov je 31, Tako da predvidevamo, da se številka glede na tole pač ne bi zvišvala, Ne, se ni zabiti, Še kdo? Ne. Zaključujem razpravo in bomo glasovali v predlaganem sklepu. Prvič, občinski svet občine Kamnik sprejme odlok o zagotavljanju socialno-varstvenih dejavnosti v občini Kamnik v prvi obravnavi. Drugič, predlagatelj naj pri pripravi predloga odloka za drugo obravnavo upošteva pripombe dane na seji občinskega sveta oziroma odgovori, zakaj jih ni možno upoštevati. Glasujemo. Glasovanje poteka. Glasovalo je 25 svetnikov, proti nihče, za 25. Ta sklep je sprejet in točka zaključena.